Pomursko društvo za kakovost je v Murski Soboti organiziralo 22-letno konferenco. Sledili so sloganu s povezovanjem do odličnosti. Kako odlično je povezovanje v Pomurju, se upravičeno lahko vprašamo. Ga je dovolj ali pač premalo? Mislim, da premalo. Mislim, da je preveč strahu, nezaupanja. In to, kar nas mogoče v Pomurju vse skupaj označuje, je tudi ta statistična analiza na nacionalni ravni, ki Pomurje še vedno nekako označuje z najbolj nerazvito regijo. Je pa seveda na nas samih, da vidimo to, kar imamo in da vidimo tukaj graditi na tistem, kar nam je dano iz regije, iz virov, v tem, v čem smo dobri, in tukaj bi s ponosom morali graditi naprej. Na strahu zagotovo ne moremo graditi, zato je po mnenju naše sogovornice potrebno vpeljati drugačen način razmišljanja in vzpostaviti zaupanje. Začeti skupaj je zelo pomembno, ker edino povezani lahko gradimo na tehnološkem napredku in vsi skupaj lahko potem snujemo uspešne zgodbe. Ne pomeni, da potem ti nekomu vzameš njegovo idejo, intelektualno lastnino, ampak da vidiš sebe v tej povezovalni verigi kot del verige dobavitelja, razvojnika, tehnologa in ne nazadnje seveda tudi marketinga in mogoče, če se dotaknem še turizma, tudi tukaj je veliko premalo povezovanja. Ja, moje izkušnje, ki jih imam, skoraj 30 let, lahko povem na področju povezovanja v Pomurju, saj v Sloveniji tudi ni nič dosti boljše, premalo se povezujejo pravzaprav organizacije tako ali drugače, da bi dosegle sinergijske učinke, tudi občine se premalo povezujejo, da bi dosegle sinergijske učinke, pa ne nazadnje tudi povezovanje gospodarstva z visokimi šolami, z znanstvenimi inštitucijami je preslabo, da bi se lahko potem bolj izpostavljalo, glede na to, kakršne je stanje. V Sloveniji pa imamo kar uspešnejše organizacije, ki prodirajo na izvoz, in Slovenija od izvoza pravzaprav živi tudi, Iz dobrih poslovnih praks se lahko veliko naučimo. Nekateri pristopi so bolj preprosti, kot si lahko mislimo. Iščejo sinergijske učinke z organizacijami, ki to lahko nudijo, seveda se povezujejo uspešne organizacije, ker danes uspejo tisti, ki so odlični, to so tisti, ki so nadpovprečni, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, kajti kakovost je danes pravzaprav že sistem za preživetje komaj, tako lahko povemo, medtem ko odličnost je pa tista, kjer so vodilni. In potem se seveda povezujejo odlični na vseh ravneh, se pravi ali horizontalno ali vertikalno in tudi seveda z inštitucijami znanstvenimi zaradi inovacij, ki so ključne danes za napredek, saj ne nazadnje nič ni stalnega, le spremembe so stalne, tako da spremembe moramo delati v organizaciji, tako na področju znanja, se pravi kadrov, tako na področju izdelkov ali storitev, tehnologije in pa seveda tudi ne nazadnje povezovanja najuspešnejših. Slednjim, najbolj uspešnim, so se tudi letos poklonili v Pomurskem društvu za kakovost. Želijo namreč vzpodbujati tiste, ki štrlijo iz povprečja s prodornostjo, kakovostjo in inovativnostjo. Zlati znak za kakovost je letos romal v roke podjetja Roto Pavlinjek, ki se lahko pohvali z izjemno družinsko tradicijo in vse večjim prodorom na tuje trge. Vsekakor smo iskali izstopajoče zgodbe in tudi, bom rekla, delno družinsko naravnanost. Vedno upoštevamo seveda tudi poslovanje, kazalnike in se potem na podlagi teh meril, kriterijev odločimo podeliti zlati znak podjetju, ki je letovski prejemnik zlatega znaka, je zelo družinsko usmerjeno podjetje. Na tokratni prireditvi so podelili še 2 bronasti, 3 srebrna in 3 zlata priznanja za inovacije. V sodelovanju s študentskim podjetniškim in inovacijskim raziskovalnim centrom Špic pa so podelili tudi priznanja in nagrade učencem vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Nagrajenci in ostali, ki so se zbrali na tokratni konferenci, imajo zagotovo težnjo in željo po napredku. Povezujejo se ljudje, ki verjamejo v nekoga, zakaj nekaj počne. Ne glede na to, kako to dela in kaj dela, ampak je vedno pomembno, da veš, zakaj nekdo nekaj počne. In danes sem več kot prepričana, da je polovica ljudi
ki se bodo zbrali na letni konferenci Pomurskega društva za kakovost tukaj, zato ker vidijo, zakaj počnemo to, kar počnemo v društvu in tudi zakaj jaz osebno dajem temu društvu svoj lastni pridih in vizijo. Del vizije, kako naprej, je pred zbranim občinstvom razodel tudi murskosoboški župan Aleksander Jevšek. Poudaril je predvsem pomen povezovanja in sodelovanja. Brez tega po njegovem mnenju regija kot celota ne bo dosegala gospodarskega preboja. Pritrjuje mu tudi prva dama Pomurskega društva za kakovost. Pozitivno iz Pomurja je kot prvo, da so ljudje disciplinirani, znajo delati, so željni dela, vendar jih zaradi določenih mehanizmov, ki jih ne moreš zlahka ali pa en sam spremeniti, potem takšne stvari nekako dajejo korake nazaj, ne pa naprej k tehnološkemu napredku. Kaj bi drugi delali bolje? Bom rekla, če prinesem vsem zgodbo iz Avstralije, kjer znajo prodati enodnevni izlet v vrednosti $1000 za družino in ne vidiš razen gromozanskih krokodilov v reki Adelaide, nič kaj lepšega, kot bi lahko videl med vožnjo skozi Pomurje. Ali mora priti do neke točke preloma, ker se začnejo potem povezovati, ali se bo s časoma stihijsko to začelo. Seveda se potrudijo marsikdo v tej državi, da bi to povezoval, uspehi tu pa tam so, seveda, ampak mislim, da v bodoče bo to še uspešnejše. Ob teh besedah se lahko zgolj zamislimo in vsak pri sebi razmislimo, kaj smo danes naredili za to, da bi bilo življenje v pokrajini ob Muri kakovostnejše.